takrat, ko to zgubimo. Zakaj se tega ne zavedamo prej? Ker naše življenje je čudovito. In ko boste prišli do tega, da se boste začeli tega zavedati, koliko je naše življenje čudovito, koliko je čudovito, ko ne bomo reči, da bomo želeli. Pa tako res, iskreno misliš. Koliko je čudovito, ko si vzamemo čas za naše prijatelje, pa jih obiščemo. Kar naenkrat iz našega življenja izločimo vso negativno energijo. Zakaj? Zato naše misli postanejo čudovite. Ker začnemo pozitivno razmišljati. Ker začnemo to deliti tudi navzven. Vse kar negativno se začne kar naenkrat izogibati nas. V času svoje rehabilitacije sem srečal kar nekaj ljudi, ki je podobno sobo kot meni spremenila, pa začrtno življenjsko pot. In še danes se srečujem z ljudmi, ki imajo ali neka sreča, ali neka bolezen, spremenila zadevo, kot so si jo sam počel. In veste, kaj sem pa vseh videl? Po vseh sem videl obžalovanje v njihovih očeh. Nedolgo nazaj sem se srečal z enim fantom, moškim, možem, očetom, ki je imel nek padec, imel je vse. Predtem je imel vse, imel je kariero, za katero sem mislil po fovš. Imel je urejeno življenje, dovolj denarja, dovolj vsega. Ampak moja neka nesreča v nekem trenutku spremenila popolnoma vse. Bil je sesud tako, da sem jaz prišel do njega in sem mu mečkeno pokazal, da ni tukaj čemo, kot zgleda in da se da še zmer živi. Namreč njegova poškodba je še malo hujša kot moja, tako da v bistvu premika samo rame, pa malo novca. Ima dovolj denarja, pa kaj to danes denar, če ne boš pozdravljati. A ste že tako živeli, ali pa bi pa nekomu ob smrtni posli in ste videli neko obžalovanje v njihovih očeh. Meni je moja prijateljica povedala, da njena mama, ko so jo diagnosticirali raka v zadnjem stadiju, veste, kaj je rekla? Rekla je, da je žal, da ni izkoristila trenutkov, da ni izkoristila lepega vremena, da bi bila svoja družina, pa bi šla ven, pa nekaj počela zase, ampak se je takrat rada odločila, da bo pospravljala po hiši. Ljudje vse pročka tavamo v življenju. Malo so zbito okrog sebe. Pejte nekaj, kjer je velika frekvencija ljudi. Pejte na železniško postajo, avtobusno postajo, park, ne nazadnje v shopping center. Usedite se na tiste klopce tam, pa samo opazujte, kako ljudje tavajo. Sploh ne vedo, kaj počnejo. Hodijo v trgovino noč, obrnejo pa grejo ven. Pa zakaj? Zato se ne zavedajo velikosti trenutkov, v katerih živijo. In živijo v prekletem prepričano, da se bo nazaj še lahko vrniti. Sam sem zelo težko sprejel dejstvo, da je v bistvu, da sem zdaj pač invalid. Da sem invalid in da bom pač vziček sprejemal celo življenje. In prevečkrat sem se obremenil s tem, kaj drugi mislijo, kako drugi na to situacijo gledajo. In preveč energije sem dobil s tem. Ampak največ sem naredil, ko sem v bistvu svojo hibo sprejel, rekel sem si boli me, 3 pikce, kaj so drugi mislili. In kar naenkrat sem bil neulovljivo prednost v svojem življenju. Nekateri smo že doživeli poraz zaradi tega, kaj si drugi mislili, pa kako drugi gledajo na to. Ampak dajte ostati zvesti svojemu jazu. Karkoli se zgodi, ostanite zvesti svojemu jazu. In potegnite situacijo, v kateri ste največ. Naredite nekaj velikega, nekaj izjemnega in verjemite, da bo to ostalo lažje. Sam sebi sem rekel, da leta nisem polno živel, če v tistem letu nisem naredil nekaj nemogočega, nekaj preboj, nekaj, kar sem v začetku leta zdelo, ne, to pa res ne mogo narediti. Ampak tako, kot sem rekel, vsaka težava je zame izziv. In kot sprejemem pa kot izziv, se stvari zgodijo. Ampak tisto, kar si hočete, v bistvu tisto, kar si želite, to si skozi govorite. To
To si dajte na glas govoriti. To začnite tako na glas govoriti, da vas drugi sliši. Tukaj na glas, da vas sliši celo vesolje. Mogoče mi ne verjamete, ampak jaz vam povedal 2 primera, ki sem jih jaz doživel. Prvi primer je lansko leto v septembru 2016 sem nastopil v Rigu. Kot prvi ročni kolesar iz Slovenije sem se uvrstil v paraolimpijsko reprezentanco z direktno kvoto. Ampak če vam jaz povem, da še 4 leta pred Rijom, oziroma 3 leta pa pol pred Rijom, sem jaz moja konkurenca sprejel šele po YouTube. In sem rekel, fak, jaz hočem biti kot oni, jaz hočem biti zraven, jaz se hočem z njimi boriti. In potem sem vso to energijo usmeril v to, da bom jaz v Rio to nastopil. Vizualiziral sem si ta nastop. Jaz sem bil v Rio, to še prej sem bil v Rio. Jaz sem si predstavljal tisto štartno črto. Jaz sem si predstavljal, kateri fanti bojo kot mene stali. Jaz sem že vedel, kako sem počutil tisti dan. In na tak način sem si izpolnil eno veliko življenjsko željo, velik cilj in postal sem prvi amater med prvi 10 kolesarjev na svetu. To drugi primer se je zgodil eno leto še prej, leta 2015, mogoče katera izmed vas ve. Takrat sem se pa z Nino poročila preko velike televizijske poroke. Zgodilo se je tako, da Nino sem prišla kot čisto neobremenjena v to oddajo. In veste, kaj sem odgovoril na to drugo vprašanje v prvem intervjuju na novinarki. Ona me vprašala, kaj pričakujemo. Vsi so nakladali, ja, da bomo si imeli fajn, pa ne. Jaz sem pa sovereno rekel, glede na to, da smo oba žena športnika, me nič drugega ne zanima, da zmaga. In res zmagali so. Seveda s tem, da smo spoštovali, jaz vedno spoštujem svoje konkurence, ker če ne spoštuje svoje konkurence, pa to zmage nisem vreden. Sam želim vedno narediti nekaj več. In ko nekaj dosežem, želim še zmeraj nekaj več dosežem. Ker tisto zame ni več odziv, je že pa se zgodba in hočem nekaj drugega. In velikokrat me ljudje sprašujejo, pa dej, zakaj ti tukaj počneš to, pa zakaj tokrat hodiš na fitness, pa zakaj to delaš, pa zakaj delaš to takrat, ker ti ni treba delati, pa zakaj delaš na vikend in tako naprej. Ampak povedajte, sam želim tako samo zaradi tega, ker želim izkoristiti čisto vsako sekundo, čisto vsak trenutek in ga kasneje ne boš vrnil. A ste se vi kdaj vprašali, kaj počnete, ker je petkovega delovnika konc in je vikend, pa do ponedeljka se spet začne. A zapravite ta čas ali ga izkoristite? Zame, recimo, tudi spanje je zabijanje časa. In če bi le lahko bi spanje preskočil. Ampak, še zelo dobro se zavedam, da je spanje zelo potrebno zaradi regeneracije, pa misli se takrat urodijo in velikokrat sem že kakšne rešitve do mnogo katere težave. Jaz vsakodnevno opazujem ljudi, kako brez glava hitijo. Kako živijo neke rituale, delajo se neke probleme, pa v bistvu sploh jih nimajo, pa za njih je pa ful neko veliko breme, pa je dober primer je jajce zmanjkalo v hladilniku in treba samo trpino skočati tako za fruštek. Pa vsi depresivni, ampak zakaj? Danes imate tukaj sigurno z nekim namenom. Vse stvari v življenju se zgodijo z nekim namenom. In ljudje včasih rabimo nekoga, da padamo iz nekih okvirov, v katerih živimo, in da spregledamo, da dobimo neko klofuto, da padamo iz patetičnosti. Jaz sam sem doživel klofuto na tistem hlobu. Ampak zase, recimo, jaz sem zase tako zelo zanimivo razmišljanje. Jaz sem zase samo par vprašanj. Jaz se postavljam v leto, zdaj sem tukaj, postavljam se v leto 2073, takrat sem star 90. In tukaj zgodi, začnem jaz sam sebe sprašovati. Primož, a si ti dobro živel? A si živel tako, kot si hotel? A si živel svoje sanje? A si povedal svojo družino? A si povedal svoje žene, da počne raje pobožuješ in tako naprej? A si predal svojo modrost otrokom? A si naučil živeti? In ko bo to dobilo odgovore na ta vprašanja tukaj gor, bodo sigurno verjeli, kako tukaj živeti, da bodo živeli vse trenutke, da bodo postalo učinkovito osebo. Največji strup v meni in v nas vseh je obžalovanje. Ampak čisto vsi imamo nekaj v sebi, kar je lahko naša konkurenčna prednost. Moja prednost je to, jaz sem izjemno tekmovan. In kdorkoli gre z mano v boj,
tudi na kolesu. Tudi na kolesu se srečujem s kolesarji, ki gonijo na roke. In njim je fetiš, da me prehitijo, ker grem se na noge. Mislim, na roke, oni pa na noge. Ampak jaz jim ne bom spustil, ne bom dovolil, da bo na boljši krest. In od tog časa za njimi tiščal, da bom videl, da je njim težko, ko bomo začeli predstavljati brzine. In tudi, ko bom šel jaz na škrge, in tega ne bom dal vedeti, ampak se mimo odpeljal in bomo lahko pozdravljati. Življa. Ljudje se prevečkrat javljajo. In sam se srečujem z ljudmi, ki pridejo do mene. In mi začnejo tarnati, pa jamrati, pa jaz tako gledam gor. Pa rečem, če jaz začnem zdaj da jamrati, bomo čez 14 dni. Kaj tako svetujem? Da takoj nehajo jamrati, da takoj spremenijo način življenja, ki ga živijo, ker očitno vse, kar počnejo na robu. Ker če pogledam skozi svojo sodo, ko mi je pa prejala do vozička, večina vidi to kot težavo in pa uvera. Ampak sam sem to isto situacijo začel gledati drugače. In gledam drugače in imam prednost. In če vem, da je to nekaj dosegel, sem potem še to bolj prepričan, da lahko to naredim še boljše. Oziroma, če sem jaz tega lahko vse tako dober kot on, oziroma hočem biti boljši, hočem biti najboljši. In v življenju sledim pa samo eno cilj. In ta cilj je, da želimo srečati samega sebe. Vem, da se sliši sebično. Ampak, ko bo dobil srečo samega sebe,